S prijateljem imamo velikokrat debato in precej različna mnenja o tem, kakšen prtljažnik je bolj uporaben. Malenkost višji in precej bolj kratek pri križancu ali pa malenkost nižji pa precej bolj dolg pri takšnem karavanu. Tukaj je 690 litrov prtljažnega prostora oziroma 2 kubika, če podrem naslonjala. In kaj to pomeni v praksi? Sam več praktičnosti vidim v karavanu, ker dodatna višina nad tisto polico itak ne pride prav, če nimate pregradne mreže, ki bi torbe oziroma druge predmete zadrževala, da ne poletijo v kabino in komu pokvarijo frizuro ali pa odsekajo glavo. In višina od dna do vrha naslonjala pri križancu ni omembe vredno bolj visoka. Mogoče bi dodatno višino ocenil pri prevozu pralnih strojev oziroma podobnih predmetov, ampak tega praktično nihče več ne počne, ker imamo dobro organizirano dostavo, zato je v bistvu vseeno. Vedno pogosteje pa poleg klasične prtljage s sabo prevažamo športne rekvizite. Ti pa so pogosto dolgi in zato daljši prtljažnik pride bolj prav. Ja nič, in zdaj preizkus te teorije, grem iskat te športne rekvizite in sicer za vse letne čase, da Passatov trebuh res postavimo na test. Recimo, da grem na dopust in da vsak od 4 članov družine, evo sem dal kar svojo za primer, potrebuje 88 majic pa hlač, čeprav jaz ponavadi rabim lih eno majico. Torej, ena ogromna torba zame, ena za ženo, pa ena za oba otroka. Kaj? Imate pač manjše cune. To se si pa že prštimo. Evo, čist točen. Precej impresivno, sploh zato, ker večjih torb pri Elanu nismo našli. Sem pa videl eno drugo veliko stvar, probam še tisto. Sem ravno videl pred trgovino razstavljen kanu in me je zanimalo, če gre to v avto. Težek je, kaj strelja. Z lahkoto. Tež številka 2 se mi zdi na pol nepotreben, ker bom zdaj v prtljažnik stlačil kolo, čeprav ima ta moj Passat vlečno kljuko in ga je veliko lažje namestiti tja. Ampak recimo, da še niste kupili nosilca za kolo ali pa gre kolo samo na servis in se vam ga niti ne da nameščati. Podrti sedeži, že vidim, da je tole brez težav šlo. Evo, čist brez najmanjše težave, pa še najmanjšega kolesa nisem vzel. Če boste tako vzeli kolo, ga v vsakem primeru pripnite, da bo varno. Ampak gre. Včasih mi zmanjkuje idej, zato sem zdaj zamenjal letni čas, no pa da bo test kar se da težek, upoštevam, da bodo v avtu 4 potniki. Sem vzel najdaljši smuči, ki jih sploh imajo pri Elanu, 184 so dolge, torej za tiste, ki imate 2 metra in niste normalno visoki. Evo, sem jih postavil noter skozi sredinsko režo, kar pomeni, da tukaj 2 potnika še vedno normalno lahko sedita. Prtljažnik je pa praktično prazen, kar pomeni, da je tudi prostor za 2 ali pa 3 ogromne torbe še vedno. Ni panike. Nekako mi je zmanjkalo idej, kaj vse lahko še prepeljem s sabo, zato mogoče lahko nadaljujem raje s prostorom za potnike, ki se bodo v Passatu vozili večkrat od tovora, pa tudi prej bodo užaljeni, če kaj ne bo ok. Tokrat je Passat kar nekaj idej vzel od prihajajoče Škode Superb in zato ponuja nekaj kulskih rešitev. Recimo dežnik v vratih, pa samodejno pomičen rolo, ki skrije vsebino prtljažnika, ko se zaprejo prtljažna vrata, pa kljukice in še veliko takšnih stvari. Predvsem pa je prostora za potnike res ogromno. Evo, takole sedim jaz sam za sabo in toliko prostora nimam niti v največjih limuzinah. Skoraj bi lahko delal prevale. Da je udobno in prostorno tamle spredaj, ni treba posebej razlagati, ker je v Passatih bilo od nekdaj, ampak tale prostor tukaj zadaj me navduši in je prostora res ogromno, zato se potnikom fajn godi. Pa v bistvu majhnim predmetom tudi, ker je odlagalnih mest ogromno. Sicer pa drugega od tako velikega karavana niti ne pričakujem. Zdaj pa pičim do kolega, ki pravi, da več spravi svojega križanca, da mu pokažem, koliko zelo se moti.